Čau! Ojla, živjo! Ta Facebook Live namenjam temu, da ti predstavim, zakaj sem ustvarila to spletno šolo za naju, kaj se bo dogajalo v tej spletni šoli, komu je šola namenjena, da začutiš, če je to zate, in vse, kar rabiš vedeti o spletni šoli. Tako da danes vam bom v bistvu vse povedala, celo zgodbo, ki je res taka zelo zanimiva zgodba, kako se je ta spletna šola v bistvu skreirala, kaj se je v bistvu zgodilo v mojem življenju, da sem se odločila, da bom odprla svojo spletno šolo, in v bistvu vse to, kar rabimo vedeti za zavestno življenje. O tem bomo danes govorili. Verjamem pa, da ti bo ta današnji v bistvu video dal tudi en tak dokaz tega, kako živimo v res magičnem življenju, kako smo vodeni, kako smo veličastni in kakšno veliko zavest nosimo v sebi. Zato, ker boš skozi to zgodbo, ki ti bom danes povedala o tem, kako se je ta spletna šola pripeljala v moje življenje, lahko dobil veliko potrditev tudi za svojo pot in za vse to, kar se dogaja tebi. Čau, ful sem vesela, da smo tukaj. Prav vznemirjena že cel dan, kot sem rekla, mi srček utripa ful. In to, kar bom ti danes predstavila, je projekt, ki se je rojeval celo leto in sem vesela, da bo danes končno ugledal luč sveta. Ok, dobro, dajmo začeti. Torej, najprej ti v bistvu želim povedati mojo zgodbo, zakaj sem se odločila odpreti spletno šolo. Ta šola je v bistvu namenjena ljudem, ki si želijo živeti svoje življenje zavestno. Veš, da obstajajo duhovni vodniki, ki so tukaj zate, veš, da obstaja zavest, ki te lahko vodi, in si želiš v bistvu slišati te modrosti, kaj so tiste ključne modrosti, kako živeti svoje življenje, da si v pretoku, da kreiraš svoje življenje. Vsi vemo, da naša vibracija ustvarja našo situacijo, in v bistvu jaz ti želim skozi to spletno šolo pokazati, na kakšen način konkretno lahko mojstrsko vodiš svoje življenje. Tako da spletna šola za moderne oraklje je v bistvu namenjena vsem nam, ki se zavedamo, da smo vodeni in si želimo biti vodeni na vseh področjih svojega življenja. Konkretno program šole ti predstavim malce kasneje, zdaj bi v bistvu želela povedati to čarobno zgodbo, kako se je v moje življenje pripeljala ta šola, in o zavesti zmajev se bomo danes pogovarjali. Vem, da o tem še nikoli nisem govorila, ampak je to velik del zgodbe, zakaj je v bistvu moja spletna šola sploh nastala. Vsi veste, da že 10 let kanaliziram sporočila duhovnih vodnikov. V bistvu sem že kot 19-letna punca, kako naj rečem, prebudila dar povezave z duhovnim svetom, in spomnim se, da ko sem začela kanalizirati, ko se mi je odprla povezava z duhovnim svetom, vse, kar sem čutila v sebi, je: Tjaša, zato si tukaj, da daješ ta sporočila naprej. In ko sem začela dobivati sporočila, ta sporočila niso bila samo zame, niso bila samo naredi to, da boš uspešno naredila faks, ampak so bila sporočila za vse nas, so bila sporočila za to, kako živimo v večjem stiku s sabo, sporočila za življenje, velika jasnost je začela prihajati skozi mene. In jaz se spomnim, da ko sem začela kanalizirati, par mesecev potem sem šla k svojemu duhovnemu učitelju Zvonimirju in sem mu rekla: Zvonimir, meni se je odprl ta kanal, jaz sem začela kanalizirati, jaz sem tukaj posnela eno meditacijo, ki je prišla skozi mene, a bi lahko, prosim, to meditacijo poslušal, pa mi povedal, če je kaj na tem, če je res nekaj, kaj ti misliš, In je rekel: ja, bom poslušal in bom dal celo skupino bom dal poslušati to tvojo meditacijo. In to je bilo 10 let nazaj. In meni je bilo grozno nerodno, zato ker sem pač bila sveža, nova v tem svetu medijstva in kanaliziranja, in sem se kar tresla, ko je cela moja skupina iz delavnice se ulegla na tla in jim je Zvonimir, moj duhovni učitelj, dal moj posnetek meditacije za poslušati. In se spomnim, da ko je bilo te meditacije konec,
je bil on čistih in jaz sem bila tako, okay, kaj zdaj to pomeni, daj mi povej, a je bilo v redu, a so ta sporočila na mestu, kaj je, a ne. In je prišel do mene in me je objel in je imel čisto solzne oči in je rekel, Tjaša, kaj tazga je še v svojem življenju nisem doživel, toliko angelov in duhovnih vodnikov, ker si ti pripeljala v ta prostor, jaz še v življenju nisem videl. In sem potoval po svetu, sem delal z največjimi mojstri, ampak to, kar sem zdaj doživel, je izjemno in hvala ti. In jaz sem se kar tresla, ker sem v bistvu dobila potrditev strani učitelja, ki je meni ogromno dal in je izjemno vplival na to, da je moje življenje postalo pretočno in da sem sploh prišla do te točke, da sem začela kanalizirati, a ne. In v bistvu to, da sem imela v svojem življenju njega kot duhovnega učitelja, vem, da je mene v bistvu odprlo, zato da sem jaz sebe odprla in da sem danes na taki točki, kjer sem, a ne. In v bistvu sem se predala temu svojemu poslanstvu, zares sem čutila, da mi je tako veliko radost prinašalo to, da sem kanalizirala sporočila duhovnih vodnikov in v bistvu sem videla, koliko ene zavesti lahko na ta način dobimo, kako v bistvu so vsi odgovori za naše življenje nam na dosegu, a ne, če vprašamo, če se povežemo, če se obrnemo na naše duhovne vodnike. In sem se odločila, da sem se predala temu, da bom živela življenje v pretoku, da bom poslušala vodnike, da se bom obračala na njih za svoje vprašanja in dileme in da bom dejansko predana temu, da vso jasnost, ki pride do mene, delim naprej z vami. In v bistvu ta spletna šola je moj prostor, ki sem ga ustvarila za naju, zato da bom jaz lahko s teboj delila vso zavest, ki jo meni predajo duhovni vodniki. Dejansko želim ustvariti varen prostor, kjer ti lahko delim vse, točno tako, kar je in v bistvu, da te peljem redno skozi proces ozaveščanja tvojih situacij v življenju in da v bistvu imaš svojo redno prakso duhovne rasti in da imaš svojo redno prakso polnjenja svojih energijskih baterij. No in 1 leto nazaj, zdaj se pa začne ta zgodba, kako je ta spletna šola sploh nastala. Jaz nisem nikoli razmišljala o tem, da bom imela spletno šolo. To ni bilo nikoli tako moja misel ali kakorkoli, sploh ni bilo v moji zavesti, a ne. Eno noč sem ful intenzivno sanjala, včasih se mi tudi skozi sanje, seveda, ko si medij, dobivaš uvide iz vseh koncev in krajev, tudi skozi sanje. Poleti sem eno noč zelo intenzivno sanjala in sem sanjala zmaje, kako so letelo okrog mene, meni je bilo nič jasno in jaz sem jih vprašala, ok, kaj zdaj to, a ste resnični, ne? Zato ker jaz se vem, obstajajo angeli, samorogi, boginje, vse to vem, da obstaja, ampak zmaji se nikoli nisem povezala in mi je bilo nenavadno in ko so prišli v moje sanje, sem jih vprašala, zakaj ste tukaj, pač, a ste resnični? In vse, kar so mi rekli nazaj, Tjaša, prihajamo. Naša zavest prihaja, počakaj, ne? In so šli. In to je bilo to. In nisem jih več od tistega trenutka naprej, nekaj mesecev, nič nisem vedela o zmajih, niti jih nisem šla raziskovati, avtomatsko sem spustila to misel. Se pravi, potem, ko so se mi zmaji pripeljali v sanjah, pač sem spustila to. Očitno je tukaj nekaj, kar je treba raziskati. In sem si rekla, če obstajajo duhovni vodniki vseh vrst in oblik, zakaj ne bi obstajali zmaji, ne? No in potem je prišla jesen in čas za moj tečaj Celestial Inspiration, kjer vas učim kanaliziranja. In v enem momentu sem dobila tisto občutek, ki ga jaz dobim, kadar vem, da se bo nekaj velikega zgodilo v mojem življenju in to je tak občutek treme v trebuhu. In ko dobim jaz ta občutek treme v trebuhu, vem, da sem pred nečim velikim. In zadnji dan tega tečaja mi ena tečajnica postavi vprašanje in mi reče, Tjaša, zdaj smo se cel vikend povezovali z angeli, kanalizirali njihova sporočila, kaj pa zmaji? A zmaji obstajajo, ne? In sem mi rekla, verjetno obstajajo, enkrat so že prišli k meni v moje sanje, ampak nisem se še povezala z njimi, tako da več ne vem, bom to raziskala. Ampak seveda, življenje se je zgodilo, projektov je bilo veliko in nisem tega raziskala. In potem si veste, da sem šla lani konec leta v Kambodžo, ker me je duša poklicala, da moram v Kambodžo. Spakirala sem kovčke in sem šla v Kambodžo k eni duhovni učiteljici na duhovni oddih. Nisem imela pojma, zakaj grem tja, samo čutila sem v sebi neverjetno intenzivno energijo, da jaz moram tja iti. In sem šla. In to je bilo prvo potovanje, na katerega sem šla brez razmišljanja. Karto sem kupila čez noč, spakirala in šla. In pridem jaz tja v Kambodžo
In se srečam s to duhovno učiteljico in pride ona do mene in mi reče, Tjaša, sem te čakala, ne? Sem vesela, da si prišla in sem rekel, ok, ne? In ona začne razlagati, veš, sem na ta duhovni oddih, ste bile poklicane same take duše, ki ste izjemno povezane z zmaji. In jaz ko čak malo zmaji, čak enkrat sem jih že sanjala, ampak se jaz nisem toliko povezana z zmaji, ne? In ona začne naprej razlagati, ja, zato ker v tem kraju, kjer smo zdaj, ne, kjer smo bili Angkor Wat, tam v Kambodži, je več kot 1000 templjev in vsi ti templji so postavljeni na ozvezdje zmaja. In tako kot je ozvezdje zmaja, tako so postavljeni ti templji tam na tistem področju. In ona reče, Tjaša, sem si bila poklicana, zato ker si ena izmed tistih ljudi, ki bodo dvigovali zavest planeta in pomagali, da zavest zmajev spet pride nazaj. In meni je bilo načasno, kakšni zmaji, kako sem bila sem poklicana. Moj um je bil pač itak čisto v uporu, ker ni nič razumel. In se začnemo pogovarjati s tistimi 5 sošolkami, ki smo bile tam na tem duhovnem vdihu. In ena reče, ki je bila iz Malezije, reče, ja, sej jaz prihajam iz mesta, katerega zavetnik je zmaj. In začne druga razlagati, jaz sem pa iz Singapurja in tudi v Singapurju iz tega predela, tam je zavest zmajev, a ne. In jaz pomislim in se zavem, čak malo, jaz prihajam iz Ljubljane in legenda, oziroma katera je mitološka žival Ljubljane, zmaj, ne. In potem sem rabila samo še 1 sekundo, da sem dojela, ker jaz sem dejansko iz Kamnika, ne, zdaj živim v Ljubljani, ampak dejansko tudi v Kamniku je mitologija oziroma je zavest zmaja, ne, v legendah in v pripovedkah. In kar naenkrat se meni sestavi, kako sem jaz v bistvu že celo življenje povezana z zmaji, pa nisem vedela, a ne. In me pelje ta duhovna učiteljica, pač nas pelje vse te templje in nora energija je bila tam. Meni se je zdelo, kot da sem se prižigala, kot novoletna jelka, a ne, kalučke frške. Če sem se prižigala, meni je energija šibala sem in tja. In vsi veste, ki ste mi sledili, delala sem storije vsak dan, ko sem bila v Kambodži, vsi veste, kakšna energija je bila to. Jaz sem bila čist druga, meni je bilo nič jasen. In ko smo bili tam v enem templju, sem šla v meditacijo in sem kar naenkrat dobila močno energijo zraven sebe in je prišla moja zmajčica oziroma zmajevka, zavest mojega zmaja in to je bila taka energija, sploh ti ne znam opisati, veličastno, hkrati pa tako mehko bitje. In je prišla zraven meni in rekla, ok, Tjaša, evo, zdaj pa začneva sodelovati, ne. In jaz tako, ok, no, v redu, kaj zdaj to pomeni, ne. V glavnem in se mi zavest zmajev predstavi in mi v bistvu vse razloži, v bistvu kako se planet Zemlja spreminja v vibraciji in v bistvu zato, ker da obstaja 7 vesolij in 8, ki vse ta vesolja povezuje skupaj in da smo trenutno na planetu Zemlja v taki dobi transformacije, da se bo planet svojo vibracijo dvignil v drugo vesolje. In zato se dogaja trenutno v naši družbi toliko premikov, toliko prebojev, zato se mi vsi prebujamo. In so mi rekli, ja, ne, do zdaj ste potrebovali zavest vodnikov, kot so angeli, samorogi, boginje, zdaj prihaja pa druga frekvenca in zato potrebujete drugačne, nove, dodatne duhovne vodnike, ki vas bodo dvignili na višjo frekvenco obstoja. In to smo mi, zmaji, ker zmaji dejansko ne prihajajo z našega vesolja, ne. In mi oni vse to razložijo in vedno bolj se meni zgodba sestavlja, vse točke se mi povezujejo. In mi rečejo, Tjaša, del tvojega poslanstva je, da deliš naprej to zavest in da ljudem, ko bo pravi čas, poveš vse o zmajih in vsa zavest, ki bo prišla s tem. In v bistvu, kar se je zgodilo je to, da v Kambodži so se meni sestavljale vse sanje, ki sem jih sanjala celo leto in nisem vedela, zakaj jih sanjam. Da sem prišla na drugo stran sveta, na področje, kjer so templji postavljeni na ozvezdje zmajev, da sem se srečala z osebo, ki me je vedela, da bom prišla, da bom poklicana na tisto mesto in da sem se odprla in prvič slišala oziroma povezala z zavestjo mojih zmajev. Vsaka oseba ima sicer več zmajev, tako da bom o tem še govorila, no, ampak samo to, da boste vedeli, tako kot imamo duhovne vodnike, imamo pač samoroge, boginje in tudi zmaje.
In po tem duhovnem vdihu, ko ga je bilo že konc, sem ostala še nekaj dni v Kambodži, zato da sem se spočila in da sem novo leto tam pričakala. In ko sem se zbudila, oziroma sredi noči iz Silvestrovega na novo leto, se sredi noči zbudim in meni se začne v angleščini downloadati sporočila. In meni nič jasno, kaj se dogaja, še nikoli nisem v angleščini dobivala sporočila. Vzamem telefon in začnem v beležko tipkati. In mi začne v angleščini se pisati tekst za opis moje spletne šole. In mi razlagajo, da to je moja spletna šola, ki sem jo prišla sem roditi in da naj pač to spletno šolo skriram. In mi zelo jasno povejo, to je spletna šola za moderne oraklje. Tača, ti si moderni orakelj, ker prinašaš zavest, višjo zavest na ta planet in ti potrebuješ zdaj ljudi učiti tega, kako so sami svoji moderni oraklji, da se zanašajo na se in na svojo povezavo in zaživijo v moči. In sem rekel, naredi šolo za moderne oraklje. To je ime, tako jo naredi in to je to. In jaz sem šla nazaj spat, to je bilo tako, na pol se mi je bledal, to je bil močan uvid. Se zjutraj zbudim, preberem svoje sporočilo in jaz s celim telesom začutim, vsaka celica v mojem telesu je plesala, začutim, to je to. To moram jaz narediti. Jaz moram narediti spletno šolo za moderne oraklje. In ko sem prišla nazaj domov, se mi je začelo dogajati to, da sem dobila dobesedno nove duhovne vodnike. Prišli so duhovni vodniki in so se mi začeli oglašati skozi moj kanal povezovanja in so mi rekli, lej, mi smo zdaj tvoji novi vodniki, to pa to ti moramo povedati, zato da boš ti lahko naredila to spletno šolo. In so mi v bistvu razložili, kako je pomembno, da se vsi začnemo zavedati, da smo zavest, ki je v tej duši in v tem telesu. Ker zmaji prinašajo dejansko, poglej, primer, ti si v tem fizičnem telesu. Vsi vemo, da imamo znotraj sebe dušo, da je duša tista iskra življenja. In če dušice ne bi bilo, to telo ne bi imeli, pač nič ne bi bilo, ne? Ampak kaj je pa skriralo tvojo dušo? Tvoja duša se je rodila v dušno kraljestvo, ampak kaj je skriralo tvoje dušno kraljestvo in kaj je skriralo tvojo dušo? Tvoja zavest. In zmaji so varuhi te zavesti. Kar pomeni, da če se povezujemo z našimi osebnimi angeli, se mi dejansko povezujemo z našo dušo. Če se povezujemo s samorogi, se prav tako povezujemo z našo dušo. Če smo pa povezani z zmaji, smo pa povezani z našim začetkom, z našim virom, z našo esenco, z našo zavestjo. In dejansko so mi povedali, Tjaša, ta šola je zato, da ti ljudi naučiš, kako živijo v najvišjem potencialu sebe, kako svojo zavest živijo v tem telesu, v tem življenju. In dejansko se veliko prepogosto se ujamemo v situacije, v katerih se obremenjujemo, a bomo lahko plačali naslednjo položnico ali ne, a nas bo tista oseba, ki jo hočemo, poklicala nazaj, a se bomo pogovorili s partnerjem, a se ne bomo. Ujamemo se v te hakeljčke zemeljskega življenja in v bistvu pozabimo, da smo toliko večji od tega, kar je to doživetje v tem fizičnem telesu, v tem zemeljskem nivoju. In v bistvu, ko je bila naša zavest, ko je naša zavest nas kreirala, ko se je naša duša rodila, se je v vesolju ustvarila zvezda z našim imenom. Se pravi, vsak izmed nas ima v vesolju zvezdo, ki sveti samo za njega. In tvoja zavest, en delček, en žarek tvoje zavesti si ti. Ampak ti si veliko večji od tega. In v bistvu vodniki so me spodbudili, da ustvarim to spletno šolo, v kateri ti bom predajala vso znanje, ki sem ga prejela od njih v zadnjih 10 letih. Vse, kar so mi razlagalo o odnosih, vse, kar so mi razlagalo o duši in o dušnih pogodbah in o našem obstoju, o tem, kako je vesolje sestavljeno, o tem, kako se na planetu Zemlja skrbi za telo in za finančni pretok. Dejansko so mi rekli, Tjaša, ta šola je zato, da ti ljudem to zavest, ki jo mi tebi razlagamo, deliš naprej in da v bistvu ljudem daš orodja, kako sami sebe mojstrsko vodijo v življenju, da se zavedajo, da niso samo to telo, ampak da so dejansko ta velika zavest in samo en delček te zavesti je tukaj v tem telesu.
In ko sem prišla iz Kambodže, sem vedela, da je to tisto, kamor moram usmeriti svojo pozornost in sem odpovedala vse dogodke, ki sem jih mislila speljati v letošnjem letu in vsa moja energija je šla v to, da pripravim program za to šolo. In kar je najbolj zanimivo je to, da je šlo vse narobe, ker običajno, ko delamo stvari iz pretoka, gre vse se sestavlja, ampak dejansko po mojem umu je šlo vse narobe, po božanskem planu je bilo pa vse pravilno. In spletna stran, ki sem jo želela dati ven že par mesecev nazaj, se pravi, moja nova spletna stran ni bila pravočasno dokončana, zato se spletna šola ni mogla roditi marca, ker jaz sem želela roditi marca, pa se ni, Pohaj je bilo enih zapletov, ker me je življenje ves čas učilo, Tjaša, spusti. Višja sila kreira to, ne ti, ne tvoj zemeljski spusti. In sem se vsak dan soočala s tem, da sem spuščala, da sem zaupala, da sem rekla, ok, zmaji, zrihtajte. In ena najbolj magična zgodba je ta, da ko sem jaz za vsak dogodek, ki ga dam ven, prosim duhovno vodstvo, da mi preda simbol. Da mi preda simbol oziroma matrico, energijsko matrico, mandalo, ki drži energijo tega dogodka. In potem jaz prosim mojo oblikovalko Urško, da ta simbol nariše. Jaz ga vidim, dobim ga v uvidu in ga razložim, malo nerodno in ga narišem, ker nisem najboljša v risanju in ona to začuti in ga ustvari. Za to šolo nisem dobila uvida. In sem toliko prosila, dajte mi uvid. In so rekla, simbol je, ampak mi ti ga ne bomo predali. In mi ga niso hoteli predati. Prvič mi ga duhovni vodniki niso hoteli predati. So rekli, Tjaša, spusti. Urška bo vedela, kaj mora narediti. In meni je bilo grozen. In ko sem šla na sestanek z mojo Urško, mojo oblikovalko, sem rekla, Urška, lej, veš, kako ti vedno dam jasna navodila, kakšno energijsko sliko skreiraj, zato da bo držala prostor za mojo šolo. Ampak tokrat nisem dobila uvida in so mi rekli zmaji, da ga boš ti dobila, da boš ti vedela, kaj moraš narediti. In so mi rekli, lej, Urška, jaz drugega ne znam, kot to, da te popeljem v meditacijo, da spoznaš svojega zmaja in da ti on pomaga priti do tega uvida. In je rekla, ok, in smo šli, celo mojo ekipo sem zbrala na kup, sem jih peljala v meditacijo, sem za njih kanalizirala zavest zmajev in sem jih peljala v meditacijo in je bilo noro, to je bilo noro, mislim, to je bilo toliko močno doživetje in vsak iz moje ekipe je začutil svojega zmaja in so nam rekli na koncu, so nam rekli, v naslednjih 7 dneh boste dobili dokaz, da obstajamo, vsakogar od vas bo našel njegov oseben zmaj. In še isti dan po tem dogodku, ko sem šla v Ljubljano, v center mesta, z enim prijateljem na kosilo, grem mimo izložbe, v kateri je bil velik zmaj vijolične barve. Moja zmajčica, ki se mi je pa pokazala takrat v Kambodži, je vijolične barve. In to je bilo tako, kaj? Ali lahko smo bolj sinhrono? Ne more biti bolj sinhrona. In jaz grem direkt, hodim po Ljubljani, vidim to zmajčico, nič več me ne zanima, kot mali otrok, grem v trgovino z igračami in si kupam zmajčico. Evo, sem jo sem prinesla, da vam jo pokažem. Glejte, moja zmajčico. A ni lepa? No, in jaz zagledam to mojo zmajčico in me srce zaigra in jaz šivam v trgovino, kupam zmaja, tam so sami otroci, pa jaz. In pridem ven iz trgovine in gospa mi še reče, a vam dam vrečko? In jaz tako, ne rabim vrečke. In hodam po Ljubljani, takole z zmajem pod roko, mene so ljudje gledali, mislili so si verjetno, ta iz lune padla, tako otročja je, ne vem. Še ta prijatelj, ki je bil zraven mene, je rekel, Tjaša, a je to spet ena tvojih fora, A ni bilo dosti, da kanaliziraš samoroge pa boginje, kaj si zdaj te zmaje privlekla, Sem rekla, nima veze, jaz sem zdaj ful srečna, ker sem si zmaja kupila.
In hodim po celi Ljubljani s to mojo zmajčico, najbolj vesela, najbolj srečna, kot mali otrok. In sem dobila svoj dokaz. Da dejansko pač, kako so rekli, prišla v tvoje življenje. In kar je najbolj hecno, ni najbolj hecno, tako deluje božanski svet, ne? A ne, a vam je všeč? Ful je lepa. Čisto vse člane moje ekipe so našli njihovi zmaji. Ko so šli nekam, je dobesedno fizičen zmaj v obliki pliškota, simbola nečesa, prišlo v njihovo življenje. In zato, ker so zmaji prav vedeli, da rabimo dokaze, da rabimo v bistvu potrditve, da smo na pravi poti. No in kaj se je zgodilo? Ja, zvezdicama gor. No in kaj se je zgodilo? Jaz, Urško, mojo oblikovalko, pač ji dam to izkušnjo meditacije, da začuti svojega zmaja in potem ji dam 14 dni časa, da ona ustvarja. In pride ona po 14 dneh nazaj in reče: Tjaša, ta proces ustvarjanja tega simbola je bil nekaj najbolj zanimivega. Rekla, vedno, ko ustvarjam zate simbole in logotip in vse, je rekla, jaz dobim uvid, jaz ga vidim, ne. In rekla, ampak tokrat ga nisem videla. In sem prosila za uvid in ga nisem videla. In je bilo enako, kot pri meni, ne. In reče, in potem sem se odločila, da grem kanalizirati. Jaz sem Urško tudi naučila kanalizirati, ne. In rekla, noč, in sem rekla, jaz grem kanalizirati, jaz grem vprašati, kaj naj naredim. In je šla kanalizirati in ji napišajo navodila. Navodila, kako naj ustvari pač ta simbol. In je rekla, še nikoli nisem ustvarjala brez slike, nisem videla slike, jaz sem dobila samo navodila, kaj moram narediti. In ona pride in reče, lej Tjaša, to sem ustvarila, jaz upam, da je to, kar si mislila. In jaz pogledam ti simbol, ki ga ona naredi, ga pogledam in meni se orosijo oči, zato ker tisti simbol je toliko močno zavibriral z mano, da sem takoj vedela, da je to, ne, takoj sem vedela, da je to. In mi ona reče, Tjaša, a vidiš? In mi pokaže, in simbol, vse ga boste videli, simbol, zdaj ga nimam tukaj, boste ga videli na strani od spletne šole. In mi pokaže, in reče, Tjaša, a vidiš ta simbol? Tukaj noter so taki kockice, taki znakci, to so mi rekli, da moram dati gor, to so kot, da bi bile luske od zmaja, ne. In jaz pogledam te luske, oziroma ta del simbola in meni je tako, čakaj, jaz sem to že nekje videla. In naš Jaka, ki je tudi v moji ekipi, reče, da bom to zmajčico malo odložila, kaj je kar vroče, če je tlele zraven mene. Opala. In naš Jaka, ki je tudi del moje ekipe, reče, Tjaša, a vidiš te simbole v znaku? Pa tako, ja, meni je to ful znano. In on reče, te isti simboli so na fotografiji, ko si se slikala za spletno šolo. In, dragi moji, jaz sem se šla marca slikati za spletno šolo, ker sem vedela, da bom dala spletno šolo ven. Smo šli na morje in smo se slikali v Piranu, hoteli smo narediti fotografije tam na obzidju, ampak ko smo se sprehajali po Piranu, sem jaz z enim očesom zagledala ena taka velika turkizna vrata, in so me totalno poklicala in sem rekla, Matej, mojemu fotografu, lej, ne vem, kaj je na teh vratih, ampak jaz se rabim tukaj slikati. Za mojo spletno šolo jaz rabim se tukaj slikati. In ko smo pogledali simbol na vratih, je bil isti simbol, kot ga je Urška ustvarila v logotipu. S tem, da ona ni vedela, da smo se mi tam slikali. In to se je vse tako magično sestavljalo, da meni bilo nič jasen. Jaz sem imela mravljince po telesu vsak dan, ker vse, kar je bilo v povezavi s to spletno šolo, je bil en svoj tok dogajanja in se je vse sestavljalo in sem v bistvu skozi dobivala potrditve, to je to. In še danes, ko sem se peljala domov, da bom naredila ta Facebook live, stojim v križišču, na polno pada dež, nevihta se naredi in jaz rečem, okej, očitno boginja abundancija, ki je za pretok, skrbi za to, da bo vse očistila
In jaz pogledam na plakat in razmišljam o tem, zdaj grem Facebook Live posnet za mojo spletno šolo in pogledam na plakat in je oglas od banke in piše gor, tvoja želja se bo uresničila. A si moraš predstavljati in meni nič jasno. In potem se peljem naprej in se pred mano pripelje avto in ima gor 88888 in meni nič jasno in jaz tako, kaj? In v bistvu, zakaj vam to razlagam? Zato, ker ko stopimo na pravo pot v življenju, se vse sestavi. Vse se sestavi in to je taka sinhronost, da ti ni nič jasen, tvojemu umu ni nič jasen. In v bistvu meni se je 1 leto sestavljala ta šola, od tistih prvih sanj, ko so zmaji prišli, do Kambodže, da sem šla tja v tiste templje, da sem dobila v Kambodži uvid, kaj moram narediti za spletno šolo, da sem prišla domov, da sem mogla zaupati v proces, da so vsi ljudje, ki so bili okrog mene, mi pomagali, da smo naredili fotke, da smo naredili simbol, vsi smo bili vodeni, nadnaravno vodeni. In moram kar malo popiti, ker sem toliko. In zato pač toliko močno čutim, da sem na pravi poti s to šolo in toliko močno čutim v bistvu to hvaležnost, da lahko kot medij predajam to zavest in ta spletna šola je zdaj moj prostor, kjer bom jaz tebi predajala to zavest in v kateri te bom učila vsega tega, kar jaz znam. Zato, ker od samega začetka, odkar kanaliziram sporočila duhovnih vodnikov, vem, da to ni zame. Je zame, ampak ni samo zame, ne. Je dejansko zavest, ki jo vsi mi rabimo in smo jo v bistvu prišli sem slišati. In če si del moje skupnosti, zato, ker je en del v tebi zavibriral z mano. Joj, da se pa kar jokam. In jaz vem, da smo v življenje drugega poklicani zaradi tega, ker se naše duše prej zmenijo, ker vemo, kako si bomo pomagali, ker vemo, kje se potrebujemo prižgati. In tako, kot sem jaz potrebovala svoje duhovne učitelje, tako, kot sem potrebovala Zvonimirja, da mi je pokazal vse poti v življenju, da sem sploh prišla do tega, da kanaliziram. Tako, kot sem potrebovala Ivet, ki me je pripeljala v Kambodžo, da sem se odprla za zavest zmajev. V bistvu življenje so nam poslani učitelji, zato, da mi lahko sebe odpremo in da se lahko za nas magične stvari dogajajo. In zato tako globoko čutim, da vsi, ki ste v moji skupnosti in ki vibrirate z mojim sporočilom, vibrirate z namenom, zato, ker je en del vas, ki se želi prižgati skozi mojo zavest oziroma skozi to, kar jaz tebi predajam. No, in ta spletna šola je pač moja kreacija, ki sem jo ustvarila zate in zame. In v bistvu, zdaj ti bom razložila, kaj ta spletna šola sploh je. Njen glavni namen je to, da v bistvu dobiš vsak mesec dostop do novega znanja, ki tvoje življenje dvigne na višji nivo. Se pravi, ta šola je v bistvu namenjena tebi, če želiš živeti zavestno, če se zavedaš, da obstaja duhovno vodstvo in želiš biti voden strani duhovnih vodnikov in veš, da si sam svoje sreče kovač, veš, da si ti tisti, ki ustvarja tvoje življenje in si v bistvu želiš ustvarjati svoje življenje iz pretoka in hočeš vedeti, kako konkretno prideti v ta pretok, ne? In iz tega razloga sem se odločila, da bom ustvarila to spletno šolo, v kateri se bova mesečno srečevala in prvič vse bo potekalo preko spleta. Zakaj? Zato, ker se zavedam, da prihajate iz različnih koncev in krajev, iz tujine me spremljate in ne glede na to, kje si, želim, da je ta zavest zate dosegljiva. In kar sem ustvarila, je to, ustvarila sem spletno učilnico, v kateri boš vsak mesec v spletni šoli dobil 6 stvari. In zdaj ti bom povedala, kaj boš vsak mesec dobil. 6 stvari boš vsak mesec dobil v spletni šoli. Šola je v bistvu ustvarjena na tak način,
da jo lahko z lahkotnostjo izvajaš, to ni tako intenziven program, da ne moreš drugega početi v življenju kot to. Jaz vem, da so vaša življenja bogata in te želim spodbujati, da živiš bogato življenje. In ta šola je v bistvu tvoja podpora k temu, da ko živiš svoje življenje, imaš zraven še jasnosti in meditacije in zavest dobivaš strani mene, da je tvoje življenje še malo bolj čudovito, a ne? Tako da v bistvu znotraj te šole dobiš moje učenja, zavest, ki sem jo sama izmojstrila, ko sem jih duhovni vodniki prenesli, in v bistvu vse to bom predala naprej tebi. In vsak mesec dobiš v spletni šoli 6 stvari. Prva stvar, ki dobiš, je napotek meseca. Vsak mesec bom zate skanalizirala sporočilo, kakšna je energija meseca, kaj je dobro tisti mesec početi, kakšni procesi se bodo zbudili. Ker vsi vemo, da kakšen mesec je tak, drug je drugačen in če vsaj malo veš, kakšna energija te podpira, je veliko lažje. Zato, ker rečeš, ok, očitno ta mesec bomo tukaj malo bolj imeli prebuditev stvari v redu. Ne? Se pravi, vsak mesec dobiš poglobljeni napotek meseca, kanalizirano sporočilo vodnikov, kam daj svoj fokus, kako deluj za najboljši rezultat. Kakšna bo v bistvu energija, ki te podpira. Na nek način kot horoskop, ampak v bistvu iz pretoka. Druga stvar, ki jo dobiš, je vsak mesec dobiš najmočnejše točke v času. Vsi veste, da sem vam v koledarček napisala točke v času, ki so takole gor označene. No, v koledarček sem dala tako najbolj osnovne točke. Obstajajo pa datumi, ki so za vse. Imamo datume, kdaj je dobro investirati, imamo datume, kdaj je dobro zaključiti stvari, imamo datume, kdaj je dobro kupiti kakšno stvar, imamo datume, kdaj je dobro se pogovoriti, začeti stvari. Se pravi, imamo datume za vse, kdaj je dobro delati zdravljenje telesa, ker je energija takrat taka, ki to podpira. Se pravi, za vse, kar je nam pomembno, obstajajo datumi, ki so zato najmočnejši. In vsako leto so te datumi drugačni. In jaz imam to srečo, da mi duhovni vodniki v bistvu vsako leto povejo te datume. In jaz sem se odločila, da ti bom vsak mesec delila. Se pravi, vsak mesec boš dobil najmočnejše datume in kaj na njih početi in v bistvu zato, da boš najbolj izkoristil. Zato, ker lahko ti recimo želiš zamenjati službo, pa se tega lotaš na dan, ki tebe ne podpira in bo ful težji. Pač dejansko bo ful težji. Če pa ti veš, v tem mesecu imam tisti teden je energija, ki to ful podpira in takrat narediš korak, boš zagotovo bolj uspešen. Ker vsi vemo, da včasih pač ni energija v zraku za kakšno stvar. In zato, da boš vedel v bistvu, zakaj je prava energija, boš zvedel te točke. Vsak mesec dobiš, če je kakšna točka v mesecu in vsak mesec je kakšna taka točka, pač kateri datumi so, da jih znaš izkoristiti. Ker jaz želim, da imaš zavest, kako ti svoje življenje najbolj mojstrsko vodiš. In sama vodim svoje življenje na teh točkah že par let in vam povem, da sem dejansko veliko bolj uspešna, zaradi tega, ker upoštevam to energijo. To je druga stvar, ki jo dobiš. Tretja stvar, ki jo dobiš, je to, da ti bom vsak mesec povedala, kdo je tvoj glavni duhovni vodnik. Zato, ker mi imamo vsako obdobje, nas drugi vodniki spremljajo. Seveda, to je povezano z energijo, kakšna energija je takrat ob nas. In tako boš v bistvu vsak mesec vedel, kdo je tvoj duhovni vodnik in kako lahko z njim sodeluješ. In boš v bistvu tako mesec za mesecem spoznaval svoje duhovno vodstvo, videl, kdo je s tabo, spoznaval vodnike, vedel, zakaj so v tvojem življenju in začel dejansko vzpostavljati odnos z njimi. Ker a ste vedeli, da če mi znamo sodelovati z duhovnimi vodniki, oni dejansko delajo za nas. In zato je dobro, da vemo, kdo so in kako lahko v bistvu si pomagamo. In v bistvu to je tretja stvar. Vsak mesec izveš, kdo je tvoj duhovni vodnik in kako z njim sodelovati. Naslednja stvar. Vsak mesec bom odprla eno temo in bom naredila dogodek v živo preko spleta na tak način, seveda v zaprti skupini, kjer bomo samo člani učenci šole, na različne teme življenja. Vsak mesec bom izbrala eno temo, konkretno, in bomo tisto temo v bistvu v dogodku v živo predebatirali, predala ti bom znanje in v bistvu tukaj ti bom delila zavest, ki jo meni duhovni vodniki razlagajo, zato da boš v bistvu vse to vedel, kar vem jaz. Veliko ljudi mi reče, Tjaša, daj napiš knjigo. In
imam namen enkrat napisati knjigo, ampak pač jaz skozi dobivam, non-stop dobivam nova sporočila in če grem jaz zdaj pisati knjigo, bo ta knjiga že zastarela, ko bom dala to ven, bom jaz imela že cel kup nove zavesti in dejansko sem se odločila, da za enkrat bom rajš to zavest predajala preko spletne šole, zaradi tega, ker tako boste ves čas aktualno obveščeni in vedeli, kaj se dogaja. Tudi to, ko sem prej razlagala, kako se zavest planeta Zemlja spreminja. Zdaj, če nisi v mojih delavnicah, pač tega ne zveš, a ne? Zaradi tega, ker avtomatsko je zavesti totalno preveč, da bi vse lahko delila s tabo preko mailov, ker je teh sporočil toliko. In zato sem se odločila, da bo spletna šola ta prostor, kjer ti bom vse povedala, kar mi oni povejo, kako delovati, vse to, kar rabiš vedeti. No in to je zdaj naslednja stvar, 5. stvar, ki jo dobiš v šoli, ali 4. stvar, se pravi, trening v živo z mano preko spleta na to temo. Potem bom pa posebej enkrat na mesec organizirala srečanje samo zato, da bom odgovarjala na vaše vprašanja. Zato, ker jaz vem, da se včasih zgodijo procesi, ko rabimo jasnost. In sem se odločila, da bo en dogodek na mesec namenjen samo temu, da mi poveš, kaj te zanima, da me vprašaš, da ti dam podporo, da mi osebna vprašanja lahko postavljate in da v bistvu na tak način sproti dobiš jasno za svoje dogajanje v življenju, da sproti v bistvu sprostiš napetost in si se daš spet nazaj v pretok. In to je 5. stvar. 6. stvar, ki jo dobiš, je pa, ta je pa meni tako, oh my god, najboljša, mislim, vse so dobre, ampak jaz kanaliziram sporočila duhovnih vodnikov že 10 let in čisto od samega začetka že snemam vsa sporočila, ki pridejo čez mene. In nabrala se je že zelo velika knjižnica sporočil, audio in video posnetkov mojih dogodkov. In čisto vsak mesec bom s teboj delila en posnetek iz preteklih dogodkov. Se pravi, boš lahko doživel moje dogodke, ki sem jih imela v zadnjih 10 letih, katergakoli, ki bo usklajen s temo našega meseca, ti bom dala noter v spletno učilnico, zato da boš lahko poslušal. Pred leti sem imela, na primer, dogodek, v katerem je boginja Afrodita skozi mene kanalizirala vse, kako morata moški in ženska sodelovati glede denarja, recimo. In ko bomo imeli temo denarja, ti bom ta dogodek pripopala not, zato da boš lahko še ta sporočila poslušal. Se pravi, vsak mesec ti bom dala en moj dogodek ali pa del dogodka v spletno šolo, zato da boš lahko poslušal stvari, ki so večne, dejansko te modrosti in ta sporočila. In to je, zame osebno, je tako, če bi obstajala ta šola, jaz bi se vanjo prijavila, zato ker dejansko sem ustvarila šolo, katero si tudi jaz sama zase želim. Prostor, v katerem dobiš vsak mesec jasnost, kakšna energija te podpira in vsak mesec v bistvu novo vsebino, novo zavest, zato da ti lahko svoje življenje mojstriš. In vsak mesec v bistvu boš dobil novo vsebino, istočasno pa če slučajno zboliš ali pa potuješ, pa nimaš časa, vsa ta vsebina ostane v šoli. Se pravi, ti lahko kadarkoli greš nazaj in poslušaš in bodo vse te vsebine po kategorijah razporejene. Se pravi, če se bo tebi zgodilo, da boš imel, ne vem, probleme na finančnem področju, boš samo šel na tisti zavihak denar in obilje in boš imel noter vse posnetke, ki smo jih kadarkoli naložili v šolo na to temo. Se pravi, da boš lahko kadarkoli v življenju, ko boš rabil jasnost, šel tja in dobil odgovore. In na tak način se mi zdi, da bo ta šola postajala vedno bolj bogata in boš lahko vedno več znanja v bistvu v njej dobil. In to je v bistvu tisto, kar ti bo ta šola prinesla. V bistvu bo tvoj prostor, v kateri ti dobiš odgovore na svoje vprašanja, druženja z mano, svojo zavest in znanje ti predajam. Na dogodkih bom kdaj tudi kanalizirala sporočila za tebe, kanalizirane meditacije boš dobil, dejansko cel paket. Vse to, kar čutim, kar jaz imam in kar jaz v bistvu tebi lahko dam, z enim samim namenom. In to je, da postaneš mojstrski kreator svoje realnosti. Ker tvoja vibracija res ustvarja tvojo situacijo in v bistvu skozi to šolo se boš tudi naučil, kako mojstrsko voditi svojo pot v življenju.
Iskreno, šolo sem naredila izjemno cenovno dostopno, zato da je lahko vsak tukaj v šoli in sem omogočila 2 načina, lahko plačate letno članarino ali pa 12-mesečno plačujete po obrokih. Vse sem razmislila, zato ker ne želim, da je kakršnakoli blokada v tem, da se te šole ne udeležiš. Zato je ta šola letos tudi najbolj ugodna od kadarkoli, ker to šolo nameravam nadaljevati in vsako leto nove vsebine vanjo dajati in je v bistvu prvo leto šola tudi še cenejša za vse tiste, ki ste z mano že od vsega začetka. In v bistvu šola bo trajala več let, to je moj namen in vsak mesec nova vsebina, vsak mesec in ti se lahko vpišeš zdaj in če ti kadarkoli ne paše, greš lahko ven, kadarkoli lahko prideš potem nazaj, če se odločiš, ampak namen pa je v bistvu, da se zavedamo, da tako kakor če greš v fitness enkrat, ne moreš pričakovati, da boš imel močne mišice, enako je z mišico energije, jo je treba trenirati. In zato je redna praksa, da si vsak mesec v tem dejansko edini način, da začneš kreirati izjemno življenje. In to je vse tisto, kar sem v bistvu ti želela povedati, da sem ponosna, da se je ta šola ustvarila za naju, ko me čakam, da se v njej srečava in v bistvu sem res počaščena, da te lahko povabim v to šolo. Tarka pravi, ko sem te prvič srečala v Ovčjem potoku na tvojih začetkih, sta zanjo imeli stojnico. Se mi še sanjalo ni, da bom nekoč tako povezana s teboj. Še sedaj imam spravljeno angelsko sporočilo, ki sem ga dobila takrat. Hvaležna sem, da si in da sem te spoznala. Kako lepo, spomnim se tiste stojnice. To je življenje. Peljete po poti, po kateri moraš iti in vedno si v pravem trenutku na pravem mestu. In to, da si danes tukaj, ni naključje. So te tvoji zmajčki in tvoji duhovni vodniki vodili, da si prišel oziroma prišla do sem. Ful lepo. Joj, ker se odnočimam. Ful lepo vse, kar mi pišete. Da pogledam, če sem kaj pozabila povedati. Ne, mislim, da sem vse povedala. Čau, čau. Veliko ljubezni pošiljam. Čau.